Tema današnjega predavanja je bela jelka. To je rastlina, drevo, ki sem jo zelo veliko s kolegi na Fakulteti za farmacijo raziskoval zadnjih 20 let. Ima tudi nekaj tradicionalne rabe, pa ne prav veliko, no. Tako med zeliščarji je precej neznana. V časopisu Jutro iz leta 1939 sem našel ene zapise, kjer omenjajo, kako so uporabljali jelkine storže, omenja jelkini češarki, pa potem brstiči in mlade vejice. Tudi proti vodenici, slabi prebavi, revmi in želodčnim krčem. Zunanje so se uporabljali mladi storži, namočeni v alkoholu. Iz vseh teh opisov sklepam, da je tukaj bilo bolj pomembna eterična olja in smole, ker tudi storži so kar polni smole, pa mlade vejice, ki so vsebovale tudi iglice, ki so polne eteričnih olj. Del rastline, del jelke, s katero smo se pa mi na Fakulteti za farmacijo ukvarjali, je bil pa najprej deblo in ljubje, zdaj zadnjih 10 let pa veje. In to te debelejše veje, ne tiste tanke vejice z iglicami, ampak te debelejše veje, tiste direktno, ki iz debla izraščajo. Te nekoliko težje pripraviti, če nek čaj narediti ali neke tinkture, ker niso tako zelo bogate z zdravilnimi snovmi, tako da način priprave, s katerim smo se mi ukvarjali, je bil tako imenovan suhi izvleček. Tale kupček rjavega prahu, ko vidite, to niso zmlete veje. Mi smo te veje sicer grobo zmleli, ampak potem pa ekstrahirali z vodo, z vročo vodo, kot bi čaj naredili, ampak kar je tak prevretek, no, da je ta čaj vrel, in to ene pol ure je vrel. Potem pa smo precedili in potem posušili, no, ker ta čaj niti ne bi bil, precej trpek bi bil, no, tako da ne bi bil zelo prijetnega okusa. In tudi vsebnost snovi ne bi bila zelo velika, težko bi recimo, ne vem, pol litra tazga čaja popili. Tako da mi smo to potem posušili ta čaj, tako kot je mleko v prahu, ne? In potem potem smo naprej raziskave delali s tem prahom. In videli v nadaljevanju laboratorijske raziskave, potem tudi klinične raziskave na ljudeh. Na primer smo ta suhi izvleček v kapsule napolnili in ga dajali bolnikom. Naredili smo tudi kemijske raziskave. Te kemijske raziskave za zeliščarje ali pa za končne uporabnike niti niso toliko pomembne, nekaj je pa le dobro vedeti o teh snoveh. Tukaj je šlo za take polifenolne snovi, posebne polifenolne snovi, ki se imenujejo lignani. In že potem, no, da so to polifenolne snovi, iz teh struktur se vidi, da so vodotopne in da niso hlapne, torej iz tega ne bi mogli destilirati. Tako da nekaj se da že čisto tako dosti na laičnem nivoju neke sklepe potegniti. Za nas raziskovalce je bila pa ta informacija o zdravilnih snoveh še bolj pomembna, ker ko smo enkrat imeli to informacijo o zdravilnih snoveh, smo lahko primerjali jelke iz različnih rastišč, različne letne čase, ker ni možno zdaj vseh teh različnih vzorcev iz različnih rastišč pa različnih letnih časov, na primer, klinično testirati. Dosti enostavno šele narediti kemijsko analizo. No, ena od raziskav je bila, da smo tudi gledali, kako ali je po celi veji
vsebnost zdravilnih snovi enaka in ni, se kar precej zniža. Vsebnost zdravilnih snovi je tukaj okoli 40-50 miligramov na gram, to je na 4-5%. Tik ob deblu. Potem pa bolj, ko gremo stran od debla, manjša vsebnost in potem je tukaj samo še recimo 15-20, tako da za več kot polovico pade. Tako da daljših vej pa niti nismo potem uporabljali za te naše pripravke. Potem se za kemijskimi raziskavami nekako sledijo raziskave učinkov in učinke je najlažje in zato se začne z analizami učinkov v laboratoriju, take enostavne, ko še niso neki klinični učinki, ampak neke laboratorijske. In to je eno od takih učinkov, ki jih lahko v laboratoriju merimo brez sodelovanja bolnikov, prostovoljcev, brez poskusnih živali. En tak učinek je antioksidativni učinek, ki pa je relevanten tudi za potem uporabnika, ker vemo, da so antioksidanti nekako snovi, ki v našem telesu nas ščitijo pred mnogimi boleznimi. Tako da smo merili antioksidativno aktivnost, no in je bila kar res visoka. Tukaj ta prvi rdeč stolpec, tukaj pod imenom belinal, no, tako ime smo dali temu suhemu izvlečku iz vej bele jelke. Je imel celo večji od resveratrola, ki je tudi znan antioksidant, in od vitamina E in od epigalokatehingalata, to je pa en antioksidant iz zelenega čaja. Tako da potem iz teh najenostavnejšega sistema, torej antioksidativna aktivnost v epruveti, smo šli na malo bolj kompleksno, ampak še vedno ne na poskusne živali. Če se le da, se izogibamo delu s poskusnimi živalmi. Tukaj smo šli na celice, posamezne celice, ki jih tudi lahko gojimo v epruvetah, ampak so, ali v petrijevkah, po posebnih posodah, ampak so to že žive celice, tako je to že bolj realno. No in tudi tukaj je imela ta izvleček iz bele jelke kar močen. Spet ta prva dva stolpca pri dveh različnih koncentracijah, pri nižji je bila antioksidativna aktivnost nekako manjša, pri višji višja. Rezultati so malo drugačni kot v tistem neživem sistemu. Z tujko, temu, ko že imamo živo celico, rečemo in vivo, tisto, če gremo s prejšnjo projekcijo, se pa imenuje in vitro. In vitro po latinsko pomeni v steklo, ker v prenesenem pomenu pomeni pač v epruvetah, čeprav mi smo imeli plastične epruvete, ampak še vedno se uporablja ta izraz in vitro za kjerkoli eksperimente v epruvetah. No, tukaj je bil pa primerljiv z epigalokatehingalom, torej tem antioksidantom iz zelenega čaja. Pa precej boljši od C vitamina, pa od D vitamina in tudi boljši od resveratrola. No, potem smo šli pa še na bolj kompleksne sisteme, iz epruvete na celice, potem pa na organe. In en organ, na katerega nekako smo mislili, predvidevali učinek, so žile, možganske žile. No, in tukaj smo v tem poskusu, ki ga bom zdaj pokazal, dejansko uporabljali človeške možganske žile, ki so jih donirali pač umrli ljudje, ki so se strinjali, da se njihovo telo uporabi bodisi za transplantacije, tisti deli, ki so pač primerni za transplantacije, tisti deli, ki pa so primerni za raziskave, pa za raziskave. Pač nekateri ljudje se pač tako podarijo svoje telo ali zdravstvene ali pa v znanstvene namene. No, in tukaj smo
možganske žile, majhne koščke, take centimetrske koščke teh možganskih žil. Tega jaz nisem sploh videl, no, to so pač delali na medicinski fakulteti, nekako z našim sodelovanjem med farmacevtsko in medicinsko fakulteto je to bilo. Te koščke žil obesijo na dva hakeljčka in merijo, kako se krči ta žila, ker kakšen dan po smrti tega človeka je žila še vedno odzivna, še vedno se odziva na hormone, na dražljaje. In to smo merili, kako se ta žila odziva in kako se potem odziva, če za primerjavo smo imeli tudi ginko, ampak to, kar je nas najbolj zanimalo, kako se žila odziva, če ji dodamo ta izvleček iz vej bele jelke. No, in se je pokazalo, da se dobro odziva, spet odvisno od koncentracije, večja ko je koncentracija, večja je bila relaksacija teh žil, skratka, večji pretok lahko predpostavimo krvi in s tem kisika in hranil v možgane. Čeprav je to zdaj že pravo človeško tkivo, je to še vedno iz telesa vzeto tkivo, torej še vedno moramo biti previdni pri interpretaciji, ker realno, če nekdo zaužije kot čaj ali pa kot kapsule, to vprašanje, ali bo te snovi sploh prišle skozi želodec, črevo, po krvi do teh možganskih žil. Tukaj, če grem nazaj, so po bližnjici prišle, mi smo to direktno dali v to posodo, kjer so bile žile. In kakšne bojo pol to posledice, kako se odziva realna žila, ko ni odvzeta ven, ampak je še povezana z živčevjem in tako naprej, je lahko nekoliko drugače. Tako da, skratka, so te raziskave dragocene, ampak ne moremo pa direktno, ne moremo iz tega, kljub obetavnemu rezultatu ne moremo reči, da je pa bela jelka izboljša spomin. Nismo merili vpliva na spomin, ampak tako en fiziološki dejavnik. Torej, iz srčno-žilnih raziskav, tistih na človeških žilah, smo potem prešli na raziskavo vpliva izvlečka bele jelke na črevesno mikrofloro, torej te bakterije, naše simbionske bakterije, ki jih imamo v črevesju in koristno vplivajo na mnoge sisteme, od prebave, imunskega sistema, srčno-žilnega sistema, konec koncev tudi na počutje vplivajo. No, ampak tukaj je bila spet tako imena in vitro raziskava, skratka v eprovetah smo gojili te bakterije in jim dodajali izvleček iz jelke in opazovali, kaj se dogaja. In smo opazili, dve stvari smo opazovali. Eno smo opazovali, ali te bakterije kaj vplivajo na snovi iz jelke, ker tudi to bi bilo možno in poznani so primeri, da pri kakšnih zdravilnih rastlinah ali pa zdravilnih pripravkih te črevesne bakterije naredijo zdravilne snovi še bolj učinkovite. Mi smo preverjali mogoče tudi tukaj kaj takega, no pa se ni to zgodilo, skratka bakterije niso vplivale na te snovi iz izvlečka. Opazovali smo pa tudi, ali izvleček vpliva na bakterije. No, to pa je. Mnoge bakterije, recimo najbolj izrazito je bilo tukaj Lactobacillus gasseri, to je en znan probiotična bakterija, se je močno povečala. Modra črta kaže v prisotnosti bele jelke, rdeča črta pa kako so se bakterije sicer v epruveti razvijale, če ni bilo jelke. No in tako pri večini bakterij je modra črta višje, torej se bakterije boljše razvijajo. Pri nekaterih malo boljše, pri nekaterih pa kar precej boljše v prisotnosti jelke. Zaradi tega učinka bi lahko rekli, da ima ta izvleček iz jelke prebiotični učinek. Probiotiki so snovi, kadar s nekimi pripravki, s kakšnimi jogurti, mi zaužijemo bakterije, da s tem okrepimo našo črevesno floro,
to so probiotiki. Prebiotiki so pa snovi, največkrat so to vlaknine, no v tem primeru so pa telefenoli, ki ugodno vplivajo na bakterije, da se potem bakterije boljš, tiste ta koristne bakterije boljš razvijajo v črevesju. Naslednja tema je sladkorna bolezen. Tudi tukaj vpliv bele jelke na sladkorno bolezen smo začeli študirati v epruveti. Tukaj je en prikaz, kako poteka razgradnja škroba, ki ga zaužijemo s hrano. Če škrob zaužijemo s hrano, se v našem črevesju, nekako tukaj je prikazano črevesje, dva encima, encim imenovan alfa-amilaza in encim alfa-glukonidaza, ga postopoma škrob najprej na maltozo, potem pa na glukozo razgradita in ta glukoza potem iz črevesja skozi črevesno sluznico prehaja v kri, ker škrob ne more prehajati iz črevesja v kri. No in če je ta razgradnja hitra, bo takoj po obroku veliko glukoze prišlo v kri in to lahko po eni strani, za ljudi, ki že imajo sladkorno bolezen, je to lahko zelo škodljivo. Za ljudi, ki pa nimajo sladkorne bolezni, je pa tudi lahko to neko breme, da se toliko glukoze naenkrat pojavi v krvi, ni koristno. Je boljše, da gre to nekako počasi. No in naš prvi eksperiment je bil, ali snovi iz bele jelke zavirajo ta dva encima. Je izkazalo se, da jih zavirata. To smo izvajali v epruveti. Tukaj nismo imeli nobene črevesne sluznice, ne črevesja, ne prostovoljcev, ne poskusnih živali, ampak samo tele encime. No, in smo merili njihovo aktivnost in več, ko smo dali jelke, bolj se je zmanjšala aktivnost obeh teh encimov. Ta lev graf je za alfa-glukozidazo, ta desen pa za alfa-amilazo. Grejo kak navzdol črte. Spet je to tako malo in vitro raziskava, torej v epruvetah, s katere lahko domnevamo, da bo ugodno vplivala na sladkorno bolezen, ne moramo pa zanesljivo vedeti, ker ni direktno prenosljivo iz epruvete na človeka. Tako da naša naslednja raziskava je bila pa na prostovoljcih, sicer ta prva raziskava na zdravih prostovoljcih, še ne sladkornih bolnikih, ampak tudi vseeno, to je že kompleksen sistem, celo telo, ne samo en izoliran organ, ampak celo telo. No in sicer naredili smo eno dvojno slepo raziskavo. To pomeni, da ti prostovoljci niso vedeli, kdaj bodo dobili jelko, kdaj bodo dobili pa kaj drugega. Dvojno slepo, niti prostovoljci niso vedeli, niti tisti sodelavci, ki so bili z njimi v stiku, niso vedeli. Samo jaz sem vedel, ki pa nisem bil v stiku s prostovoljci, ki sem te kapsule pripravil in naredil šifrant in ga zapečatil v kuverto, ta šifrant, tudi da sem jaz vedel, kateri prostovoljci kaj kdaj dobil. Torej, dvojno slepa je bila raziskava, bila je randomizirana, tako da je v bistvu žreb določil, kdo bo najprej dobil jelko, kdo bo dobil potem placebo, pa druge primerjave. Dvojno slepa randomizirana. S placebom kontrolirano, torej ena od kontrol, ena od primerjav je bil placebo, druga primerjava je bila pa aktivna učinkovina, to je akarboza, to je eno že mnogo let znano zdravilo za sladkorno bolezen. In kako smo zdaj izvedli? 31 zdravih prostovoljcev, to so bili kar študenti medicine iz Maribora, iz Mariborske medicinske fakultete, so dobili zjutraj na tešče pred zajtrkom 100 gramov belega kruha za pojesti in hkrati eno kapsulo. V tej kapsuli pa oni niso vedeli, kaj je, ampak pri nekaterih je bila bela jelka, izvleček, pri nekaterih je bila kar tako pač
samo nekaj za utežitev, malo moke, v bistvu je bil to placebo. Pri enem je bilo to znano že obstoječe zdravilo za sladkorno bolezen, no pa čisto za primerjavo smo dali pa še en izvleček iz kostanja. In v bistvu so vsi prostovoljci vse to dobili, ampak ob 4 različnih tednih, ker vsi prostovoljci so 4-krat prišli na ta proces. No in potem po zaužitju tega kruha in kapsule smo pa jim jemali kri, takoj po zaužitju, pa potem čez 15 minut, 30, 60, 90 in 120 minut. In v tej odvzeti krvi smo pomerili, koliko je sladkorja v krvi. In če pokažem najprej za placebo, to je ta modra črta, torej če so zaužili samo kruh pa prazno kapsulo, jim je sladkor močno narastel. Kljub temu, da so bili zdravi ljudje, je iz tistih normalnih 5 milimolov na liter sladkorja se sladkor podvojil na 10 šel. Če bi bili to sladkorni bolniki, bi šel lahko na 15 ali pa 20, no? Ampak tudi pri zdravih je šel na 10. Po 1 uri je bil vrh, potem je pa sladkor v krvi spet padal in se potem še po 2 urah se še ni ustalil nazaj na začetnih 5, je bil še vedno 6,5. Tako da kar nekaj časa traja, da telo ta sladkor uskladišči ali v jetra, ali v maščobo, ali v mišice, ali pa porabi. No, če so pa vzeli spet belinal, tole jelko, je pa to ta zelena črta, se je pa sladkor precej manj zvišal. Je potem hitrejš še vrnil na teh 5, na začetno vrednost, 5 milimolov na liter. To pomeni, da je bil prehod sladkorja iz črevesja v kri boljše usklajen z prehajanjem iz krvi v tkiva, v mišice, jetra, maščobno tkivo in tako naprej. Tako da ni prišlo v krvi do teh viškov. Ker če je bil prehod iz črevesja v kri počasen, je telo potem uspelo uskladiti vstop z izstopom. Se ni teh viškov nastali. No in zelo podobno črna črta kaže tudi z akarbozo, tem znanim zdravilom. No, pomerili smo tudi, izračunali smo tudi glikemični indeks, kruha, belega kruha je po definiciji 100, in seveda, ne glede na to, če zraven vzamemo belo kapsulo, je še vedno 100. Z belinalom je pa glikemični indeks v bistvu tega kruha padel na tam 64. Za karbozo pa še nekoliko bolj. Glikemični indeks, to je tako med ljudmi, tako nekaterimi, kar tudi med laično javnost nekateri poznajo ta izraz, je merilo, kako hitro se nek škrob razgrajuje v črevesju in kako hitro potem glukoza prehaja v kri. Tako da črn kruh ima že sam po sebi, brez jelke, recimo glikemični indeks precej nižji od 100, ima mogoče 80 ali pa kaj takega. Pa polnozrnata žita imajo tudi nizek glikemični indeks. Tako da to je razlog. Ne samo, da je bel kruh, da je črn kruh bogatejši s proteini, z minerali, vitamini, ampak tudi nižji glikemični indeks ima. Oboje je koristno za naše telo. No, tukaj pa z izvlečkom jelke znižamo glikemični indeks. V našem raziskavi smo to uporabljali pri belem kruhu, ampak verjetno tudi, če bi pri črnem kruhu, bi se pa še bolj znižal, kar je tudi še dodatno koristno. No, in inzulin smo tudi merili. Inzulin, koliko je naravnega inzulina, to so bili zdravi, niso bili sladkorni bolniki, niso jemali inzulina, ampak inzulin, ki nastaja v telesu, ga je bilo zjutraj na tešček je bilo malo, 10 enot, potem pa 1 uro po obroku je pa narastel na 60 enot pri placebo.
In to je odziv telesa na to visoko koncentracijo sladkorja. Ker inzulin je kot neka sporočilna molekula, skoraj bi lahko malo, če bi dramatično karikiral, rekel kot nek alarm. Sladkorja je v krvi preveč, dajte kaj ukreniti, jetra vzemite ga ven, mišice vzemite ga ven, maščobno tkivo. No in čim več, ko je bilo sladkorja, močnejši je bil ta alarm. Pri akarbozi in pri belinalu je bil pa nižji. To sem zdaj malo tako dramatiziral. Sporočilna molekula je, ki se to sporoča telesu, da je sladkorja več, kot je zaželjeno in da ga je treba odstranjevati. In tudi to smo objavili v mednarodni raziskavi s kolegi, kot rečeno, iz Mariborske medicinske fakultete, pa Ljubljanska farmacevtska fakulteta. Še tretja študija v zvezi s sladkorno boleznijo, ta je bila pa že na realnih bolnikih. Začeli smo iz epruvete na zdrave prostovoljce, potem pa na realne bolnike, kjer niso samo enkrat vzeli jelke, ampak so en mesec jemali. Sicer niso bili tako pod nadzorom, kot so bili oni prostovoljci, ki so pač prišli v laboratorij in smo tam vse izvedeli. To so bili bolniki, ki so doma 30 dni vsak dan uporabljali jelko in vsak dan potem po 3 tablete na dan. In so si tudi merili sami. To so bili taki bolniki, ki si itak sami, ne zaradi raziskav, ampak itak si merijo sladkor v krvi. In nas je zanimalo na tešče, koliko ga imajo. Torej, ko se zbudijo, preden imajo zajtrk, ker že na tešče je pri sladkornih bolnikih ta sladkor lahko povišan. No in rezultati so bili, tukaj so zdaj enote izginile, da nekako iz 9 milimolov, kar je kar precej povišano, pri zdravih prostovoljcih smo videli, je bilo okoli 5, je potem po enem mesecu uporabe jelke to padlo na približno 6. Iz 9 na 6, še vedno je bilo povišeno, ni prišlo na 5, tisto, kar bi mogli, ampak vseeno se je kar lepo zbližalo. Tisti, ki so pa že dobivali inzulin, so imeli pa že na začetku urejeno glukozo, torej so pa in pa inzulin to lepo uredi. To so sicer hujši bolniki, če oni ne bi imeli inzulina, bi imeli že na tešče, mogoče ne 9, ampak 12, 13. Tako da te so bili lepo, so imeli urejeno, so imeli 5 in pri njih pa bela jelka ni še bolj znižala, ker če bi pa znižala pod 5, bi bilo pa lahko tudi že nevarno, da je pa premalo sladkorja. No, jelka ni znižala sladkorja pod tisto, ki jo more, ker očitno se nekako tako vpleta v te regulacijske mehanizme, da samo ta povišano glukozo zniža, ne pa normalne. Zdaj se pa spet vračamo k srčno-žilnim boleznim. In že začeli smo s srčno-žilnimi, s tistimi raziskavo na človeških žilah. Tukaj pa ena bolj temeljita raziskava, tukaj pa je bila pa na živalih narejena. Za to raziskavo smo uporabljali budre. Budre so nekako bolj podobne človeku, kar se prehrane tiče in občutljivosti na nezdravo prehrano, na nasičene maščobne kisline. Sicer so v laboratoriju bolj pogosto poskusne živali so podgane, ampak podgane so ravno za poskuse v zvezi z vplivom prehrane na srce pa niso primerne, ker so preveč odporne. Lahko zelo nezdravo jejo, pa jim nič ne škodi. No, budre so pa približno enako kot ljudje občutljivi. No in te budre smo imeli v 3 skupinah. Ena je jedla zdravo hrano, jaz sem tukaj simbolično tale srček dal, v resnici niso dobivale
ker za njih to niti ne bi bilo zdravo. Dobivali so prav ene prirejene brikete, prav take za budre, ne za mačke, ampak prav za budre obstajajo posebne brikete, ki so za njih idealna zdrava hrana. Drugi skupini smo dajali pa nezdravo hrano, no, pa to je simbolično narisano, tole ocvrta hrana in nasičene maščobe. Dejansko so dobivali ene te brikete za budre, ki pa smo jim dodali še nasičene maščobe in holesterol in fruktozo, nekako tri take nezdrave komponente, in to kar polovico njihove hrane so predstavljale te nezdrave komponente. No, tretja skupina je dobivala pa enako nezdravo kot druga, samo da je zraven dobivala še izvleček iz jelke. In potem smo gledali, 2 meseca so to uživali, vsaka skupina, ne? To niso bile samo 3 budre, ampak to so bile 3 skupine buder. In potem, no, v tem primeru žal so kolegi te budre žrtvovali po 2 mesecih za pregled. In sicer so šle njihova tkiva potem v mikroskopski pregled in pa spet njihove žile so pregledali z funkcionalnega stališča. S podobnim raziskavo, kot sem jo opravil na človeških žilah, so bile tudi tukaj opravljene na teh 3 skupinah buder. No, in če najprej pokažem rezultate mikroskopskega pregleda pod mikroskopom, so kolegi, to pa iz ljubljanske medicinske fakultete, opazovali aterosklerozo. In že po 2 mesecih pri tako nezdravi hrani se je pojavilo kar precej ateroskleroze, in pri nezdravi dieti je bilo tega veliko. To je ta črni, ta prvi stolpec, ki je spodaj označen kot atherogenic diet, aterogena dieta. To je bila tista s fruktozo, holesterolom in nasičenimi maščobami. Kar 7% njihovih žil je bilo že obdanih s temi aterosklerotičnimi plaki. Osnovna dieta, tukaj je označena kot basic diet, je bila praktično ni ateroskleroze povzročala, tam nekje okoli 0,5%. No, in aterogena dieta, torej nezdrava hrana, skupaj z jelko, tukaj v tem primeru smo uporabljali kratico SFTE, to je Silver Fir Trunk Extract. SFTE, ta izvleček, če bi dodan te isti dieti, ki iz črna, je močno znižal. Skratka, iz črnega na beli stolpec močno znižanje. Še vedno je bolj zdrava hrana, ta srednji stolpec je še vedno še 3-krat, 4-krat boljši, ampak že bel stolpec je 4-krat boljši od črnega. Torej, toliko so te polifenoli iz jelke zaščitili pred nezdravimi učinki nezdrave hrane. To je, kar se tiče mikroskopskega pregleda. S tistim funkcionalnim pregledom sposobnost relaksacije, tukaj je pa koristno, da je čim višji stolpec, da ima čim večjo sposobnost relaksacije ta žila. In tukaj je bila pa osnovna dieta imela najboljši, tista zdrava osnovna, najboljšo sposobnost relaksacije. Pri aterogeni dieti, torej nezdravi, se je približno za 2/3 znižali, in pri aterogeni dieti z dodano jelko se je približno za 1/3 znižali. Skratka, še vedno en tak dodatek ne more popraviti vse škode, ki jo naredimo z nezdravo hrano, ampak precej pa lahko. Torej, na žile. In v tem primeru so te budre skozi usta jedle pač vso hrano. Torej, tukaj je še hkrati dokaz,
da so te zdravilne snovi z jelke sposobne priti iz črevesja v kri in potem svoje učinke narediti na žilah. Ker ko smo se pogovarjali o sladkorni bolezni, tam bi lahko učinek nastal že zaradi delovanja v črevesju, ker v črevesju so tisti encimi za razgradnjo škroba in če bi že tam jelka delovala, bi lahko dosegla te svoje učinke. Tukaj pa nekako ne bi mogla, če ne bi prehajala, torej je to dokaz, da prehaja tudi v kri te zdravilne snovi. No, tako da to je ja, še enkrat povzeto. No, potem je bila pa še ena raziskava, kjer smo pa ne na živih živalih, ampak na izoliranih srcih odvzetih žrtvovanjem živali. Pač živali, ki so šle v zakol, so potem takoj po zakolu odvzeli srce in ga uporabili za te eksperimente. Ko je to srce še bilo, so ga posebno napravo dali, da se je bilo dovolj kisika in hranil. In ko se je to srce ustalilo, nekje po 30 minutah, so za nalašč zaprli dovolj kisika do srca. In to za 40 minut. To je kot neka imitacija srčne kapi. Pa recimo, da 40 minut traja, da rešilec pride, pa da potem spet uživljajo in da pride kisik spet do srčne mišice. Tako da 40 minut so bile te srčne mišice brez kisika. Potem je pa prišel nazaj kisik, to je tukaj na tem grafu, je izraz perfusion, pomeni, da je bil dovolj kisika in hranil, ishemija pomeni, da ni bilo dovoda, reperfusion pa pomeni ponovni dovod, zato je reperfusion, nekaj ponovni dovod. Zdaj pa tukaj je precej črt, pa bom začel z črno črto, ki je tukaj označena z izrazom kontrol. To je bila kontrola, torej, ko tej tekočini ni bilo raznih hranil, pa mineralov, pa kisika, nič drugega dodano. No in če je bila taka kontrolna raztopina, je po 40 minutah nastalo kar precej poškodb. Ta graf, višja ko je črta, več je poškodb v srcu. No in že takoj na začetku reperfuzije je bilo že kar precej poškodb, ker ta črna črta že začne se visoko in tudi potem še narašča. Torej, tudi ko, če to prenesem na človeka, ko ima nekdo srčno kap in že ko ga uživljajo, poškodbe še vedno nastajajo, žal. Tudi če srce že nazaj zalaufalo, še vedno poškodbe tudi takrat nastajajo, ali pa se izražajo, no, tiste poškodbe, ki so med kapjo nastale, takrat potem se izrazijo. Tako da ta črna črta se je še kar naraščala. Recimo enih 20 minut, torej od 70 do 90 minut. Pa se pa počasi ustali, ampak še ne pada. Še po 2 urah ni začel padati. Torej ta škoda še kar prisotna. No, tukaj je pa SFTE spet 10 pomeni manjša količina, 100 SFTE 100 pomeni večja količina jelke, je pa to močno znižala te poškodbe. Praktično pri SFTE 100 praktično ni poškodb, ker je ta temnosiva črta na približno isti višini, kot je bila pred ishemijo. Torej, tiste neke naravne poškodbe, ki tako nastajajo. No, v tem primeru sploh, ker je bilo to srce izven organizma, pač po žrtvovanju, po zakolu v aparature vpeto srce. Tako toliko od teh poškodb. V teh istih srcih so pa potem v tej isti aparatura je omogočala tudi spremljanje EKG-ja. Ker tudi to srce, ki je izven živalskega telesa, ima to električno aktivnost, tako da so to z EKG-jem merili in so gledali, ali so kakšne aritmije. Aritmije so lahko pač
nek pokazatelj in na okvare prevajanja signalov po srčni mišici, torej na nek način okvare srca. Različni tipi aritmij obstajajo, ekstrasistole, ventrikularne fibrilacije, ventrikularne tahikardije in tako naprej. In če si mogoče pogledamo, vse zgodbe je posod podobno, ampak če si pogledamo samo ta drugi sklop teh stolpcev, ker je oznaka ventrikularna tahikardija in je ta črni stolpec najvišji. To pomeni pri kontroli, torej če srca niso bila zaščitena z nobeno snovjo, je bilo največ tega tipa aritmij. Potem naslednji stolpec, ki ga skoraj ne vidimo, je SFTE10. To pomeni, že ta nizka koncentracija jelke skoraj popolnoma zaščiti pred nastankom aritmije. Ta tretji stolpec, ki ga pa res sploh ni, je SFTE100, torej ta višja koncentracija jelke popolnoma zaustavi. No, naslednja dva, četrti in peti stolpec sta pa še dve drugi snovi, ki nista v jelki prisotne, ampak smo probavali tudi zaščititi. Protokatehujska ne zaščiti, parakomarna pa zaščiti, ampak ne tako dobro kot jelka. No, pa če mogoče pogledamo še ta zadnji sklop, ekstrasistole. Pred ekstrasistolami, pred tem tipom aritmij je pa jelka malo slabše zaščitila, tako da ta črni stolpec je kontrola, potem pa prvi desno od njega svetlosiv je ta nizka koncentracija jelke in ni padlo na nič, ampak se je recimo za 2/3 znižalo, kar je spet dobra zaščita, ampak ne tako dobra, kot je zaščita pred ventrikularno tahikardijo. Tako da pred ekstrasistolami pač jelka toliko dobro ne zaščiti. In tudi višja koncentracija jelke, 100 enot, še dodatno zaščiti, ampak še vedno ne do nič. Tako, toliko od tega eksperimenta. To je zdaj sam tukaj malo še povzeto. Pa grem na našo naslednjo raziskavo, na naslednji organ. Imeli smo že sladkorno bolezen, imeli smo črevesje, črevesne bakterije, imeli smo srce in ožilje na človeku in na živalih. No, zdaj gremo pa na kožo. Pri koži je ta prednost, da se da neinvazivno delati eksperimente tudi na zdravih prostovoljcih, na ljudeh, tako da tukaj ni bilo treba poskusnih živalih vključevati, ampak je bila raziskava na ljudeh narejena. In še ta lepa lastnost kože je, da lahko na istemu človeku testiramo več pripravkov, pač na različnih delih kože. Tako da tukaj, ker je šlo nekako bolj za kozmetično namen, smo delali na obrazu in je nekako najbolj primerjava levi in desni del obraza. Tako da vsem tem prostovoljcem smo razdelili dve kreme. Ena je bila krema, ki je vsebovala 2% izvlečka iz bele jelke, druga je pa enaka krema, ki ni vsebovala tega izvlečka, drugače pa vse ostale stvari so bile enake. In smo jim naročili, eno stran mažejo z eno kremo, drugo z drugo kremo. Oni niso vedeli, mogoče so malo po vonju lahko ugotovili, no? Ampak načeloma jim nismo povedali, v kateri kremi je jelka, v kateri pa ni jelke. Tako da mogoče tukaj ni glih bila dvojno slepa, ker so po vonju ugotovili, ampak boste videli v nadaljevanju, da itak tukaj bi placebo učinek težko kaj dosegel, da bi samo na eni strani se stanje izboljšalo, itak smo to merili z inštrumenti. Skratka, po 6 in po 12 tednih smo pa naredili en vrsto različnih meritev na tej koži, jasno, same take neinvazivne meritve. Ena meritev, taka, ki je tudi kozmetičarke, takšne bolj opremljene izvajajo, je merjenje vlažnosti kože. No in izkazalo se je,
da je ta testna krema z belo jelko močno povečala vlažnost kože. Torej, ta tretji termin pomeni po 12 tednih, drugi termin je po 6 tednih, prvi termin je pa pred začetkom mazanja. In pa na vse te preglede so prišle prostovoljke nenamazane, tako da to ni bila vlažnost zaradi mazanja pred meritvijo, ampak vlažnost, ker je koža strukturno ratala bolj vlažna in očitno zaradi jelke. Ta naslednji graf, ki ima tukaj oznako TEWL, pa kaže, kakšna je prepustnost kože. No in tukaj se je pa skazalo, da se je pri testni kremi, na tisti strani obraza, kjer so uporabljali testno kremo, ta prepustnost kože znižala. Torej, barierna funkcija kože se je znižala. Tukaj je naša hipoteza, da to ni bila ta testna krema kriva za znižanje, ampak je bil letni čas kriv, ker ta raziskava teh 12 tednov je potekala nekje od 12 tednov, to je 3 mesece, od začetka marca pa do konca maja. In je bilo že toliko več sonca, da tiste sonce in svetloba in vročina naredijo te spremembe. Skratka, da je to razlog, zakaj je šla vijolična črta tukaj dol, ni bila testna krema kriva, ampak vsekakor, ne, pardon, tukaj je pa napaka. Jelka je pa lahko tole ustavila, tukaj v tem primeru je zeleno, oznake so narobe. No, potem z enim posebnim ultrazvokom, ki je prav za kožo, ki ni za ultrazvok ledvic, pa tako, da gre globe, ampak je tak poseben ultrazvok, ki meri samo 1-2 mm v globino, smo merili debelino dermisa, tega osrednjega dela kože, no in ta se ni spremenila, no se to niti ne želimo, da bi se zaradi neke kreme ta debelina spremenila. Intenziteta, torej premreženost teh elastičnih vlaken, pa se je povečala. Ta vijolična črta gre gor. Pri placebo kremi zelena črta gre pa dol. Tako da je spet verjetno zaradi letnega časa se ta količina teh elastičnih vlaken, elastina in tako naprej v koži znižala, ampak ta testna krema z jelko je pa to lahko ne samo ustavila, ampak celo spodbudila nastajanje. Samo obstaja en tak inštrument, ko se ne boleče da tudi meriti elastičnost kože, dva načina, no in elastičnost kože ni bila merljivo opazno različna, no, tako da tukaj nismo opazili kakšne razlike. Potem smo pa na dva načina še gube merili. En način merjenja je bil z računalniško analizo slike, take tridimenzionalne slike, tako iz dveh strani slikano, da je potem računalnik izračunal volumen gub v kubičnih pikslih, no in testna krema je zmanjšala volumen teh gub, medtem ko pri zelena črta placebo kremi so se še celo rahlo povišale. Drug način ocene gub je bil pa vizualna ocena, kjer je en strokovnjak, ki ni vedel, na kateri strani so bili mazani s katero kremo, za vsako stran teh prostovoljcev ocenil po eni tako imenovani L'Orealovi lestvici gub. Je sicer subjektivno, ampak ker ni vedel, na kateri strani so s katero mazani, ni mogel pristranski biti ali pa goljufati. No in tudi tukaj se je testna krema zmanjšala gube, medtem ko placebo krema jih ni zmanjšala.
zgornje dve slikce kažeta še slikco iz ultrazvoka, ker sem že omenil, da je po uporabi, po 12-tedenski uporabi jelkine kreme večja gostota teh elastičnih vlaken, no in to se je že iz te ultrazvočne slike vidi. Ta leva slikca je at the beginning, piše spodaj, torej na začetku, pred začetkom mazanja, potem pa po 12 tednih. Ta raziskava ni bila namenjena raziskavi vpliva na pigmentacijo, ampak opazili pa smo pri nekaj prostovoljkah, ker niti vse niso imele na obrazu teh pigmentnih znamenj, ampak tisti, ki so pa imele, so tudi nekoliko se zmanjšala ta pigmentna znamenja. To niso ta materina znamenja, to je hiperpigmentacija, to je ena pač druga taka nepravilnost na koži, ki se je zmanjšala. Ja, no, tukaj je zdaj to nekako še povzeto v malo drugačnih prikazih lahko. Ja, in raziskav še ni konec. Vpliv na luskavico smo študirali, enaka krema, torej z 2% izvlečka jelke v mazilu ali pa placebo, torej enako mazilo brez jelke. In spet je bila randomizirana študija, dvojno slepa in spet desno-levo, samo da tukaj ni bilo na obrazu, ampak na komolcih in na kolenih, kjer največkrat luskavica, psoriaza napade. Se je potem izkazalo nekoliko izboljšanje, ne prav zelo drastično, 15% je bilo boljše, potem PASI indeks je to neka meritev luskavice. Na celotni koži 15%, specifično na komolcih pa za 40%. Pa vendar razlike niso dosegle statistične značilnosti, skratka premalo število bolnikov je bilo, 61 je bilo sicer kar velika številka, ampak ker so toliko različni, že osnovna luskavica je bila pri njih različna. Luskavica tudi naravno zelo varira, ne glede na jelko, se poslabša, se izboljša in je lahko en se ravno začel mazati v času, ko se je naravno izboljševala ali poslabšala. Skratka, to je bil nekak razlog, da v to raziskavo še ne moramo čisto verjeti, kljub temu, da so dobri rezultati, na komolcu za 40% izboljšamo, lahko rečemo, lahko bi bilo to se tudi po naključju zgodilo, da je ravno jelka, šlo samo naprej. No in tudi to je bilo objavljeno že 2018 v tej nemški reviji Farmaciji. Potem pa je bil ena raziskava tudi v zvezi z artritisom, ampak ta pa ni bila na realnih bolnikih, ampak nekako na celicah. V bistvu študij vpliva na hrustanec, takole spodaj tele krogci kažejo posebne epruvete, ker se to da gojiti in meriti in je tudi tukaj nek obetavni učinek se pokazal, tako da mogoče toliko na kratko še to raziskavo. Čeprav je jelka rastlina, torej zdravilo naravnega izvora, ki se tudi ne glih zelo obsežno, ampak vsaj nekaj tudi tradicionalno uporablja, je vseeno, ko se enkrat lotimo raziskav in ko ugotovimo koristne učinke, tudi še kakšno raziskavo posvetiti varnosti. Te raziskave so nekoliko težje, ker na srečo tudi tiste rastline, ki so kaj nevarne, imajo rahlo nevarnost, tako da še včasih po dolgem času šele nastopi, to bomo imeli eno predavanje prav posvečeno tem raznim nevarnostim. Tako da je vsaka študija dobrodošla,
da še dodatno potrdi nevarnost. No, tale raziskava je bila tako, da je bilo 15 zdravih prostovoljcev, tudi jaz sem se tukaj javil, sem bil hkrati raziskovalec in prostovoljec. In je raziskava trajala 3 krat po 14 dni. Nekako prvih 14 dni je bilo samo opazovanje, da smo videli. Opazovali smo pa vpliv na jetra in ledvice. Skratka, da smo opazovali, kako nam jetra in ledvice kakšna imamo. Potem naslednjih 14 dni smo se držali ene malo bolj poenotene diete, pa izogibali alkohola pa tako. In potem tretje 14 dni je bilo pa, da smo pa zelo visoke odmerke bele jelke uporabljali. Tako da, če bi bila škodljiva, da bi se to pokazalo. No, in potem smo merili različne jetrne teste. To so taki testi, ki se jih iz analize krvi da ugotavljati, kako delujejo jetra, in pa ledvica. To so testi, so imenovani AST, ALT, gamma, GT, AP in bilirubin, pa so pa urea, kreatinin, pa sečna kislina, so pa trije testi, ki kažejo na funkcijo ledvic. No, in izkazalo se je, da je sicer kar nekaj variabilnosti, ampak razlike med drugim in tretjim pa niso bistvene. Med drugim in tretjim testiranjem, torej jelka ni povzročila kakšnih poslabšanj teh testov. Za konec bi vam samo še pokazal čisto zanimivost, da se za to slovensko kočevsko jelko in te naše raziskave, zahvaljujoč ene firmi, s katero sodelujemo, ki potem to dejansko v malo večjih količinah za realne bolnike proizvajam, pač mi na fakulteti nimamo te možnosti, se je zanimanje tudi na Kitajskem pojavilo za to kočevsko jelko, tako da so me lansko leto povabili na v bistvu eno celo turnejo, tako da sem v 6 kitajskih mestih, v različnih mestih predstavljal. V bistvu eno podobno predavanje, kot sem ga zdaj imel za vas, sem ga imel tudi tamle na Kitajskem, pa so se potem hoteli slikati, pa takole prijazno so mi tele plakate naredili za ta ambient, pa še tukaj še nekaj drugih, kot rečeno, v 6 mestih. In tudi tole našo knjigo Sodobno fitoterapijo sem imel možnost predstaviti. Pa tukaj v tej sliki zgoraj levo vidite belinal, to je ime tega izvlečka iz jelke.